Pred nekaj meseci sem bil v Kaliforniji, kjer sem bil prijetno presenečen, kako močno Ford promovira svojo tehnologijo EcoBoost. Ampak je v bistvu logično. Američani dizlov ne marajo kaj dosti, glede na to, da se cena goriva dviga tudi pri njih, pa so učinkoviti turbobencinarji lahko odlična alternativa požrešnim 8-valjnikom. Pri nas je litrski EcoBoost lahko odlična alternativa podobno zmogljivemu dizelskemu motorju. Preizkusili smo ga že v Fiesti, v B-Maxu in tudi v tem večjem C-Maxu mi je prav všeč. Porabi okoli 7,5 litrov, kar je liter ali pa liter in pol več od podobno zmogljivega dizla, je pa bistveno bolj prijeten, miren in tih. Sam bi zato v tem avtomobilu izbral kar ta motor. Takšen z opremo titanium in nekaj dodatki stane preko 23.000 evrov, ampak je lahko tudi cenejši, če si ne boste umislili vseh teh elementov. Pa ne bo bistveno manj prepričljiv. Predvsem pa bo v vsakem primeru ponudil dovolj prostora, obenem pa ni preveč dolg, da bi bil v mestih okoren. Kot rečeno, za družino s povprečnimi potrebami bo povsem dovolj velik. V bistvu je tole eden najboljših predstavnikov segmenta, tudi zaradi motorja. Že ob samem nakupu boste plačali približno 1500 evrov manj, kar pomeni, da vas večja poraba ne bi smela skrbeti kar lepo število let oziroma tam nekje do 70.000 prevoženih kilometrov, ko se bodo stvari poravnale. Ves ta čas pa vas bo turbobencinar navduševal ravno tako z navorom, predvsem pa z mirnim in tihim tekom.